Sem Katarina Osolnik, specialistka pulmologije in interne medicine. Na kliniki Golnik delam dobrih 30 let. Ob svetovnem dnevu pljuč mi je prva misel to, da so pljuča pomemben organ. Da se moramo tega zavedati v bistvu vsak dan. Pljuča so organ, ki je zelo v kontaktu z našim zunanjim okoljem. Na to je treba misliti že v mladosti, ker se strupeni učinki slabega okolja, umazanega okolja na pljučih seštevajo. Vemo, da s staranjem pljučna funkcija peša, tudi če nismo izpostavljeni neugodnim vplivom. Po tretji strani so pa pljuča organ, ki je močno povezan z drugimi organskimi sistemi in se marsikatera bolezen, ki se pojavlja v drugih organskih sistemih, lahko in zelo pogosto odraža tudi na pljučih. Torej so pljuča organ, ki ga moramo paziti, organ, ki je lahko po eni strani rešitev za marsikatero drugo bolezen, če je v redu, po drugi strani pa, če zbolijo pljuča, vemo, da je bolnikovo stanje lahko hitro tudi življenje ogrožajoče. Zato štejemo pljuča med vitalne organe, torej življenjsko nujne organe. Pljuča so za mene zelo zanimivo področje, še vedno. Tudi po 30 letih dela na tem področju se vsakodnevno srečujem z novimi izzivi in mislim, da jih ne bo zmanjkalo. S pljuči se da ukvarjati kot zdravnik na zelo različne načine. Vemo, da so pljučne bolezni lahko kronične, akutne in da je med tema obema skrajnostima širok diapazon različnih kliničnih manifestacij, ki so za zdravnika, pulmologa vsak dan lahko nov izziv. Glede na to, kako pomemben organ so pljuča, je jasno, da ob vsaki akutni bolezni lahko pričakujemo tudi včasih hudo, celo življenje ogrožajočo poslabšanje stanja. Zato, ko govorimo o pulmologiji, se moramo zavedati, da je to vedno tudi akutna veda znotraj interne medicine. Bolniki z na novo nastalimi pljučnimi boleznimi potrebujejo velikokrat pomoč takoj. To vidimo pri pljučnicah, to vidimo pri akutnih poslabšanjih, tudi kroničnih bolezni. Vse, kar se dogaja s pljuči, se tudi dokaj hitro opazi. Izjema so nekatere bolezni, ki jih lahko celo bolnik sam spregleda. Tudi zdravniki in včasih najdemo take bolnike v močno napredovalih fazah. Tukaj govorim pa o drugi skrajnosti pljučnih bolezni, kot so kronične pljučne bolezni, kot na primer pljučna fibroza, tudi kronična obstruktivna pljučna bolezen, čeprav vemo, da je povezana s kajenjem, pa se še vedno dogaja, da najdemo bolnika v zelo napredovalih fazah bolezni, ker prej na to niso pozorni, ker lahko potem svoji slabši fizični zmogljivosti prilagajajo svojo dejavnost, jo omejujejo, so vedno manj aktivni in nekako s tem prikrijejo svoje simptome in posledično kasneje in prepozno včasih pridejo tudi do zdravnika. Takrat smo imeli še specializacijo iz interne, ker še ni bilo subspecializacij. Potem sem celo življenje delala na področju pulmologije, potem tudi iz dela pridobila specializacijo za pulmologijo, potem postala mentor specializantom. Istočasno sem pa ves čas želela, da bi bilo moje delo čim bolj raznoliko. Osnova mojega dela je delo na kliniki, se pravi klinični oddelek. Zelo vesela sem, da lahko enkrat na teden delam v ambulanti, ker tam obravnavam povsem druge bolnike in lahko sledim tudi tiste bolnike, ki jih zdravim na oddelku. Enkrat na teden tudi bronhoskopiram. To sem začela že zelo na začetku specializacije in mislim, da je bilo to ključno
da je mi bronhoskopija odprla pogled v invazivno diagnostiko, tako da tukaj lahko predstavim pulmologijo tudi kot precej invazivno področje, tudi za mlajše, bolj ambiciozne zdravnike, da jim je tukaj odprta velika, široka pot tudi v področju invazivne diagnostike. Istočasno pa potem, ko z leti prevzemaš vedno nove odgovornosti, po specializaciji sem začela dežurati tudi na intenzivnem oddelku. Pljuča so organ, ki je zelo povezan s srcem in vemo, da je kardiopulmonalni sistem pogosto vzrok, da nekdo pristane na intenzivnem oddelku in je pulmologija lahko tudi zelo primerna specializacija za področje intenzivne medicine. Meni je vsak dan znova izziv tisto, kar je novega. Praktično lahko rečem, da se nikoli ni mogoče dolgočasiti. Bolnikov je veliko, včasih preveč, ampak če delaš z veseljem, ti potem to ni breme. Mislim, da je to tisto, če imaš nek, bi rekla, večji motiv, kot je samo to, da preživiš 8 ur v službi. Potem ni težko. Se mi zdi, da je to ključno, ker če delaš naš poklic samo kot službo, ti je verjetno zelo hudo breme. Zato, ker vemo, da ob 3 po 8 urah ti ne moreš pozabiti svojih bolnikov, če pa to vzameš kot nek izziv, da včasih uporabiš tudi tisto, kar prebereš popoldne, kar vidiš, ko greš recimo na neko izobraževanje, tudi kakšne sorodne vede, to uporabiš pri svojih bolnikih. Ti je to dobesedno lahko tudi hobi. Jaz mislim, da moramo v bistvu v medicini najti tisto, bi rekla, križišče, kjer lahko tisto, kar mi znamo, kar zmoremo, ponudimo bolnikom, kar oni rabijo. Ker mi z bolniki pridemo skupaj takrat, ko nas oni potrebujejo, mi moramo pa takrat ponuditi tisto, kar rabimo. Pa še nekaj je, ne samo pulmologija, tudi druge take bolj delovno intenzivne panoge so take vrste, da nekako moramo biti v kondiciji. Moraš določeno število bolnikov pogledati, prvič, da se sploh srečaš z določenimi boleznimi. Moje področje so redke bolezni in to zelo dobro razumem in to tudi vedno svojim mentorirancem govorim. Za redko bolezen moraš ti veliko bolnikov pregledati, da najdeš redko bolezen, po drugi strani pa moraš veliko, vsaj kolikor se da, teh redkih bolezni obravnavati, da tam dobiš izkušnje. In to v bistvu ni težko, če ti je to nekako veselje. Največje veselje ti je, ko nekdo, ki je bil recimo dolge tedne, mesece recimo na intenzivnem oddelku, to imamo izkušnje iz časa covida, ko smo se z bolniki ukvarjali tedne in mesece včasih in potem vidiš v ambulanti, kako spet v lahko celo enem letu, 2 doseže tisto izhodno stopno. V bistvu, ko je pozdravljen. Kar se tiče pa kroničnih bolezni, so tudi te lahko izziva. Nekaj bolezni je takih, pri katerih vemo, da so napredujoče, da tam ne bo nekega izboljšanja, da ne bo tistega, sem ga pozdravil. Tam je pa treba najti drug pristop. Tam je zelo pomembno, da z bolnikom navežeš nek kontakt, da ti bolnik zaupa, da ga ti poznaš. Zelo dobro je vključevati tudi svojce v sam potek zdravljenja, kar je zelo pomembno pri tistih boleznih, ki imajo slabo prognozo. Bolnik mora tekom obravnave sprejeti, da se nauči z boleznijo živeti, svojci mu lahko močno pomagajo, pomembno pa je, da se vsi z boleznijo spoznajo in potem jim tudi to napredovanje in slabšanje ne predstavlja takega stresa, ker so na to pripravljeni. Zelo pomembno je pa to, da drug drugemu v bistvu zaupamo in da se poznamo.
In tukaj recimo za mlade zdravnike mislim, da je to tudi koristno, da je pametno vseeno bolnika vzeti za svojega, ne? Da ne more biti, zlasti pri kroničnih boleznih, ideja enkratnih obravnav. To mislim, da nas marsikdaj lahko tudi tepe, a ne. Mislim, da je to zelo pomembno, da moramo takoj začeti misliti na pljuča. Mlajši, ko smo, bolj je potrebno. Z leti, kot sem rekla, se pljuča že sama za sebe starajo, ker ste omenili cigarete. Danes odložiti cigareto, za mlade pa niti ne začeti s kajenjem. Mislim, da zdaj moramo zelo osveščati mladino, ne samo kar se tiče cigaret, tudi glede e-cigaret, tudi glede vejpanja teh zadev. To je za mlade res lahko zelo, zelo, zelo nevarno. To je ena stvar, druga stvar pa misliti na pljuča tudi takrat, ko imamo druge bolezni, tudi takrat, ko jemljemo kakšna zdravila za druge bolezni, pa lahko na pljuča neugodno učinkujejo. Fizična aktivnost je za pljuča prav tako koristna kot vse drugo, to, da smo na svežem zraku, da nismo izpostavljeni tudi drugim vplivom, ne? Tudi poklicne bolezni ne smemo pozabiti na tem področju, ne? Tukaj imamo tudi v Sloveniji še kar nekaj prostora, da se jim bolj posvetimo.